Mi smo zelo pozorno spremljali dogajanje glede predelave in smo se odločili, da tudi ne bomo začasno posegali v tem smislu, da prepovemo uporabo traktorjev oziroma spravilo predelkov, predvsem tistim, ki so tukaj locirani in so lastniki kmetijskih zemljišč. Mislim, da moramo biti strpni udeleženci, da moramo imeti tudi posluh za tiste, ki živijo iz kmetijske dejavnosti in se na primeren način tudi sporazumevati v prometu in verjamem, da se vse da. Bomo pa seveda to spremljali in beležili, ali je zdaj varnost zagotovljena kako treba ali pa tudi ne. Zdaj damo še to, da je kolesarska steza gradbenega dolga 1700 metrov, da so dela potekala do meseca junija letos in da je zraven potekala seveda tudi izgradnja kanalizacijskega omrežja v Kidričevem naselju v Ljutomeru in pa tega podvoza na Jeruzalemski cesti. Vrednost gradbenih del je znašala 303.150 evrov in dela je izvajalo komunalno podjetje Ormož. Imamo koga, ki je iz Radomerja doma med učenci? Prosim, če se nam pridružiš pri prerezi. Mislim, da se Špela zasluži aplavz, ne? V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Pa nekaj žuta, ne? Ja. Med našimi kraji nikoli ni bilo meja. Vendar po naravne stvari smo se vedno prvo zazrli v lastno sredino, šele potem smo iskali stične točke s sosede. Kolesarska steza Ljutomer-Radomerje spreminja to prakso in ustvarja nove možnosti tako za Ljutomer kot za krajevno skupnost Železne Dvere. Ideja, da se povežemo na ta način, ponudimo obiskovalcem kolesarsko stezo kot del celotne ljutomerske turistične ponudbe, je vredna vse pohvale, posebej na ravni krajevne skupnosti in številnih krajank in krajanov.